Dober dan. Dober dan. Soočena sva s pravim ljubljanskim potresom. V dopoldanskih urah je premier sporočil, da odstopa finančni minister Dušan Mramor. Nemudoma zatem je sporočil, da odstopa državni sekretar na Ministrstvu za finance Metod Dragonja. Premier je povedal, da finančni minister odstopa zaradi osebnih razlogov. Tej navedbi pa je sledil plast iskanj ozadij. Jaz bi rekel tako, da če Dušan Mramor pravi, da odstopa iz osebnih razlogov, lahko tej trditvi verjamemo, nedvomno pa ima ta odstop politične posledice in to globoke. A jih ima? Seveda. Namreč zakaj? Zakaj? Zaradi tega, ker je Dušan Mramor nedvomno ena najvplivnejših osebnosti tele vladne ekipe, če ne celo najbolj vplivna. In če govorimo o vplivnosti vladne ekipe in o velikem vplivu finančnega ministra v nabor ostalih, postavljam tudi seveda predsednika vlade. Se pravi, vpliv finančnega ministra je zagotovo bil vsaj tako velik kot vpliv predsednika vlade. Kaj je zapuščina? Midva nisva sicer finančna komentatorja, ampak tako, finančni kazalci so zlasti zadnjih nekaj mesecev celo uravnoteženi. Davčna reforma, ki naj bi razbremenila del srednjega sloja, se vsaj začela, seveda še ni končana, ampak nek konsenz znotraj koalicije za to obstaja. Vprašanje pa je, kako pa šla ta stvar naprej. Dajmo naravnost povedati, država je zdaj v izjemno dobri kondiciji. V solidni. V zelo dobri kondiciji. Se pravi, suficit ta trenutek, brezposelnost je rekordno nizka. Mislim, rekordno nizka, če za izhodiščno točko vzameva leto 2009-2010, ko je začela brezposelnost naraščati. Ne, pod 100 tisoč je. In to že pod 100 tisoč smo v začetku tisočletja že imeli. Je pa res pač, da po izbruhu krize brezposelnost še ni bila tako nizka, kot je v tem trenutku. Nekaj optimizma v poslu celo obstaja. Država ima vitalen izvozni sektor, to nedvomno. Pa bonitetne ocene so dobre? Bistveno boljše kot 2-3 leta nazaj. Hkrati pa veliko vprašanj, ki so pa odprta. Nad tem ne morava jamrati. Morava pa se opredeliti do tega, ali so ta dejstva dobra, ali je bila za njih plačana previsoka cena. In kaj bi bilo, če jih ne bi bilo? Zdaj vprašanje, je treba ministra Mramorja uvrstiti v skupino tistih, ki so v tem evropskem kontekstu se šli austerity measures, se pravi politiko zategovanja pasu ne glede na socialne stroške, ali je to morda nekoliko blažja varianta zategovanja pasu. Bi rekel tako, da je šlo za nekoliko blažjo varianto zategovanja pasu. Po drugi strani pa tako, da socialni politični stroški, v tem trenutku jih je najbrž težko oceniti, ampak kaj sem, zaradi te politike varčevanja, si država ne upa odločiti, da bi sama investirala recimo drugi tir, pa potem išče, kako se reče, javno-zasebno partnerstvo, in ker išče javno-zasebno partnerstvo, ta filozofija javno-zasebnega partnerstva sproža socialni revolt v Kopru.
v Luki Koper, pa kup negotovosti. To je zdaj konglomerat vseh dogodkov ali pa vseh pomembnih stvari, ki bi jih bilo treba razčleniti in z neko zelo veliko natančnostjo. Ne. Veš, ker, dobro, recimo to, da minister zdaj odstopa, se mi zdi vsaj, no, da gre za neko zrelo in premišljeno potezo brez ozadij, drugačnih kot res osebnih razlogov. Ne. Jaz bi tako rekel. Ja, to lahko verjameva, če pa ne verjameva, bo čas pokazal, ampak tudi se mi zdi, da ne more biti. Presenetila je vse tiste, ki jih ne bi smela. Ne. Lej, tako bom rekel, no, veš, moral bi imeti zelo dobre dokaze, veš, da so še kakšna druga ozadja, preden bi šel spodbijati, ne, navedbo, da gre za osebne razloge. Ne, ker zdaj so izpogajali stvari, ki jih je bilo za izpogajati, nastavili smernice, ki jih je treba nastaviti. Presenečenje je izrazil Dušan Semolič, celo v Desusu so dali en tak priznanje trdemu pogajalcu. Tako ne. Ja. In tako naprej. Skratka, gre za v končni fazi pa glede na opus, ki ga je zaokrožil prednji odstopu za domnevno verjetno, ne, za vnaprej premišljeno dejanje, dolgo načrtovano, no, tako. Ja. Recimo, da je to tako. No. Seveda je zdaj pa vprašanje celotnega konteksta. Ne. Recimo, vedno bolj se mi zdi, da bi bila zelo poenostavljena demagogija, da se recimo pristaniškim delavcem godi neka strašna krivica in da hočejo oni neko svojo socialno zgodbo na nek pravičniški način zavarovati. Ne. Seveda ta element obstaja in ga je ne samo možno, ampak tudi potrebno vzeti v obzir. Ne. Glede na to, kako Slovenija funkcionira in kako celoten kontekst Slovenije funkcionira, se mi pa zdi, da zadaj kremplje brusijo interesenti te zadnje prihajajoče privatizacije in pa lobiji, ki bi izredno radi ponovili vajo, ki jo pa že poznamo. Tako da to bi terjali, recimo v zadnjem času se seveda tudi na ravni vlade, to se pravi v mislih imam predsednika vlade, v mislih imam tudi predsednika parlamenta, s katerim sem naredil intervju ta teden. Boš o tem kaj povedal še? Ja, to bo v soboto za brati. Ja, to je pa tudi vse. Veš, pozoren gledalec in poslušalec bo pač kupil časopis in si to prebral. Ne? Mislim pa, da gre za dosti zanimivo razmišljanje, ampak v kontekstu vsega bi človek lahko zaključil, ne, da se ljudje ožje vladne koalicije, kar pomeni stranke SMC, ne, v bistvu v veliki meri ukvarjajo s tem, da države nočejo spet prepustiti neželenim skupinam, ne, in da hočejo dokazati, da oni niso del teh skupin, ne, karkoli že to pomeni. Ne. Ja. In tudi nenavadno ostre besede, ki jih je uporabljal predsednik vlade, govorijo zase. Ne. On je v zadnjem tednu razvil retoriko, ki jo do zdaj nismo poznali. Ne. Ja, dej. Precej ostro. Tudi ta spopad med Alenko Bratušek in njim v parlamentu je bil zelo zanimiv. Ne. Ja. Zadnjič je ob drugi obletnici ustanovitve stranke, ne, pač tako izkoristil oder, ne, na katerem je stal za treniranje odločnosti. Ja, ampak to nekaj pove, ne? Ali je temu botruje mogoče upad popularnosti, a ne? Občutek krivice, da grejo kazalci vlade navzgor, oziroma ne vlade, države navzgor, njim se pa pripisujejo negativni atributi tega obdobja. Ne? Alenko Bratušek razumem, ne, da pač poskuša iz nič priti spet na 0,5%. No, treba priti na 4, ne, če hočeš. Ja, ampak moram zdaj tako, jaz ne bi navijal za nikogar osebno, ne, ampak mislim pa, da je ta njena metoda bila zoprna, ne preveč, kako ne rečem, seksi, ne preveč kulturna, ne, ali pa politično kulturna, ne, mislim, kar tako. V tem se mi zdi, da so bile to so neke metode, ki bi jih rad iz parlamenta spravili ven, ne. A veš, tudi ta politična kultura razbijanja, nažiganja in obmetavanja je, meni se zdi, da ne vem, to me vedno bolj odvrača od. Tudi interesantno je to, da je naša anketa je pokazala, da je Karel Erjavec
kljub temu, da je zelo izrazito nastopil, pa zelo izrazito pokazal, da, a veš, te njegove stare finte, ne? Ampak navadno se mu je obrestovalo, zdaj se mu pa ni, ne. Ja, zdaj ne vem čisto točno, kaj imaš v mislih glede Alenke Bratušek, ne? Ampak če imaš v mislih to, ko je ona opozarjala na sprenevedanje povezana s poslovanjem ministra za infrastrukturo, ne, in dokumentacijo, ki je v javnosti ušla iz Ministrstva za infrastrukturo oziroma potem same vlade, ne. A v zvezi z Luko Koper? Ja. Ne. A je to tisto, kar je Dragonjo na koncu pravzaprav? Pa niti ne Dragonjo, kot veš vprašanje, veš, kaj je s koncesijo, ne, zaradi tega pač, ker mi imamo zgodbo za javnost, ne, pač, da privatizacija Luke Koper ne bo, da s koncesijo, ne, pa pristaniško upravo, da so to fantazije, ne, da to zanikamo, ne, hkrati so pa tukaj pač vladni papirji, ki vendarle kažejo vsaj na razmisleke o tem, ne. Zdaj, ne gre pa samo za razmisleke, ne. Zdaj, jaz sem bral tekst Boruta Mekine, v katerem opozarja na zelo številne lobiste, ki prihajajo na Ministrstvo za infrastrukturo in se dajo podučiti o tem, kaj je z Luko Koper, ne. Ja. To so velike delegacije, ki jih sprejemajo prav tako velika omizja Ministrstva za infrastrukturo. Dobro, so to registrirana dejavnost, ne? Seveda, ne. Ta lobistična dejavnost je zaradi tega, ker se lobist ob obisku piše metaforično v knjigo gostov in je ta knjiga gostov javna. To je preverljivo, ne. Seveda. Ampak pomembno je, a veš, da v mednarodni poslovni skupnosti očitno obstaja močen interes za to, da tako ali drugače pride v Luko Koper, ne vemo še v kakšni obliki, oziroma da pride v koprsko pristanišče. Ne vemo še v kakšni... Kaj pa je s tem narobe, ne? Narobe je, da trdiš, a veš, da se nič ne dogaja, ne, hkrati pa... Ne, pazi, tisto, kar so že... Trditi, da se ne dogaja nič, po drugi strani pa imeti odprta vrata za lobiste, trgovce. Mislim, vrata imaš odprta takrat, ko imaš nek namen, ne? Tisto, kar je potrebno raziskave, to so že zadnjič se, mislim, da o tem pogovarjala, ni to, ali je kdo interesent, ampak na kakšen način, koliko to stane in kaj ima država od tega, oziroma celotna Slovenija. Ja. Ali bojo imeli od tega samo lokalne gazde, ki organizira, ali pa bivša uprava, ki brani svoje stole in je naenkrat dosegla konsenz z delavci. To mene moti na podoben način, kot me je motilo pred TEŠ6. Bivša, se še vedno, sedanja uprava, misliš? Sedanja, ja. Bodoča bivša, ali kakorkoli že. Ne. Jaz stvari tudi toliko dobro ne poznam, samo simptome znam prebirati. Ne. Detajlov ne poznam, tudi teh knjig nisem videl. Ne. Gre samo v načelu za nekaj. Ne. Če bi neka konkurenčnost dinamizirala stvar, povečala kako ne rečem, prihodke države na korekten način, s tem ni nič narobe, to sem hotel reči. Če recimo neko oblika oddaje koncesije ali pa solastništva v navezi, teoretično zdaj govorim, recimo za Nemčijo, zagotovi 100 let prosperitete celotne infrastrukturne linije, s tem po mojem mnenju ne more biti nič narobe, ne. Če se zato v bistvu Sloveniji odpirajo nova poglavja ali pa nova vrata za druge gospodarske dejavnosti, s tem ne more biti nič narobe, to se mi zdi, da je celo prepotreben razmislek, ne. Ob tem je pomembno samo onemogočati ali pa se striktno paziti, da se ne ponovijo korupcijske formule, ki jih že poznamo, pri cestnem križu pa pri TEŠ6, ne, da partikularni interesi ne prevladajo nad univerzalnimi in pa da so vse stvari delane transparentno. Zdaj, če Alenka Bratušek, če si jo na ta način vzel v bran, pokazala na to, da stvari tečejo netransparentno, potem ima pač prav, ne? Ja. Potem ima pač prav, ne? S tem se ne prepiramo. Je pa seveda, ne, kar je izrekala na, ne, milo rečeno, zelo vehementen način, ne, ampak pustva zdaj vprašanje umetniškega vtisa. Ne? Ja, se to je pri naših poslancih, pa v našem parlamentu je v glavnem treba stalno presejati namene od dejstev pa pravične stvari od realnih ozadij, ne? Ker
zdi se, da nič ne počnejo na način, ki bi bil čist. Vedno se neki čisti zgodbi prilepijo nečastni ali pa nečisti interesi. Ne, redko katere stvari delujejo res izčiščujoče, v našem prostoru na nek način, ki bi vzbujal zaupanje, zato pa ljudje politikom uživajo tako nizko zaupanje. Ne. Dobar, kaj, rečeva še kaj o političnih učinkih umika ministra Mramorja? Politično se po mojem mnenju ne bo zgodilo kaj dosti. Jaz mislim, itak o tem ni mogoče povedati več kot toliko, dokler novih imen ne slišimo, dokler se vlada ne opredeli v svoji politiki. Midva pa, verjamem, da nekje v podtonu oba dva predpostavljava, da se slovenska vlada v veliki meri o svojih smernicah pogovarja z nemško, se pravi z Schäublem. To se pravi, obstajal je vtis, ali pa ne samo vtis, ampak bi se dal našteti tudi čist dogodke, na katerih je bilo razvidno, da je minister Mramor nastopal v mednarodnem kontekstu zelo sinhronizirano z nemškim finančnim ministrom, pač kot eno najvplivnejših person v evropskem finančnem svetu. Dobro, Slovenija je v tem smislu na nek način, pogojno rečeno, pobrala dobre učinke, Grčija žal ne. Ampak na vsak način je pa treba k temu povedati, da se zdaj, če je država prišla v neko kondicijo, ki lahko dela nadaljne korake ali pa ki lahko si zamišlja neka nadaljna popotovanja, pa začnemo to pogovarjati dejansko o izgubljenem prstanu, se pravi o socialni državi, o organizaciji javnih zadev, šolstvo, zdravstvo in te stvari na način, ki bo ljudem vrnil nekaj, recimo tisto, kar je Anglija odnesla iz Evrope, ali pa prinesla v Evropo, sama pa je z njej pobegnila, tako boš povedano. Jaz mislim, da zdaj je potem takem, če so se zadeve relativno umirile, čas za razpravo o pomembnih stvarih in da se ne more, kako naj rečem, povečevati razkorak med dvema govoricama, med humanistično in pa ekonometrično ali pa ekonomistično ideološko govorico, ampak da se ta prostor razprave odpre. Tisto, kar me pa moti, kar bi me motilo pri tej razpravi, je to, da bi nekdo poskušal v imenu te razprave pripeljati nazaj stare vzorce, kako naj rečem, birokratske inertnosti, neučinkovitosti in tako naprej, oziroma tisti del, katerega kritika je bila upravičena. Na vsak način sem pa popolnega prepričanja, kot rečeno, da tudi na ravni Evropi je isto, zdaj, ker po Brexitu, če Evropska unija bo obstala samo pod pogojem, če bo naredila socialdemokratski ali pa socialni korektiv, delovsko-socialni korektiv, sicer bo razpadla, o tem ni dvoma. Za Slovenijo pa se mi zdi, da velja isto. Recimo tisto, kar sem danes tudi sam prebral z enim velikim ogorčenjem, ampak res velikim ogorčenjem, je zgodba Barozo. Mislim, perverzno. Človek, ki je bil 2 mandata prvi evropski komisar. Prišel je, kako se reče slovensko lepo, payback. Pazi, s 65 letom v pokoj, ki mu ga zagotavlja Evropska unija z neko substancialno vsoto, za klauzulo, da more v nadaljevanju v svojem pokoju in nadaljnjih zaposlitvah braniti dostojanstvo Evrope in pa njegove nekdanje službe. Gre na Wall Street po službo in to Ampak kaj je slabš? Mislim, da si najprej v komisiji, pa greš potem v Goldman Sachs, ali da si najprej v Goldman Sachsu, pa greš potem v Evropsko centralno banko? Predvsem odmeva dve dejstvi odmevata, da je Goldman Sachs pravzaprav sprožil svetovno gospodarsko krizo, zaradi katere je cel svet pokleknil. In je simbolno perverzna situacija. Drugo pa je, da si Barozo odpira biro v Londonu, ki je pravkar odšel iz Evropske unije in se ponuja tudi za svetovalca
pri ločitvenih postopku za Evropo. Ne? Mislim, to je pa nekaj tako ogabnega in tako perverznega, da vse tisto, kar smo o slovenskih perverznežih v zadnjih 25 letih povedali, zbledi proti temu. Ne? Ja. Žal, ne? Pravzaprav ne bi smelo zblediti. Ne? Ampak nič ne bova rekla o tem, da je pa Portugalska postala prvak Evrope v nogometu. Dobro, to je fuzbol, zdaj se pogovarja o resnih stvarih. Ne? To je tudi Portugalc. Mislim. Ja, dobro, ne. Sej se tudi približno tako kot fuzboler obnaša. Ne. Gre tja, prestopa v moštvo, ki mu da več denarja. Ne. In vsote so perverzno visoke. Ja, in hočem to povedati, ker da se lahko tukaj v visokih besedah pogovarjava o Luki Koper, o slovenski prihodnosti, o teh vseh, o onih vseh. Ne. Vedno pa pozabimo vgraditi v debato moment družbene in pa politične kulture oziroma nekulture in pa moment čist navadnega perverznega nedržanja besede ali pa nekaj, kar pač ni v našem obzorju. Ne? Da rečeš eno, misliš drugo, narediš tretje, zgodi se četrto in na koncu te briga. Ne? In na koncu postaneš investicijski bankir. Ja. Ja. To, ne? In to bi bilo za Slovenijo slabo in se mi zdi, da bi težko zdaj se opredelil, kateri model v Sloveniji bi bil boljši ali pa bi boljše funkcioniral, se mi zdi, da se je treba začeti bolj pogovarjati, kaj v resnici hočemo in res to mislimo. Ker če bomo na koncu, recimo, dobro, zdaj smo, kjer smo. Prišli smo po nekih austerity principih, measures, ne. Minister Mramor je to vlogo radikalno odigral, sindikati ga ne marajo, študentarija ga ne mara, šolniki ga ne marajo, zdravstvo ga ne mara, nihče ga ne mara, on je pa pokazal, da je država zdaj pač po nemškem vzoru nekaj iz sebe naredila. Ne. Dobro, to je zdaj podatek, rečeš, ta podatek pač lahko sprejmem, za nas pa zanima, kaj bomo iz tega dejstva naprej naredili. In če bomo iz tega dejstva naprej naredili dobro, učinkovito razpravo o tem, da vrnemo javnemu, recimo srednjemu sloju ali pa človeku svoje pravice, ki jih je izgubil, zdravstvene, socialne, delavske, ne. In zelo dobro medetapno vprašanje pa je, ali to pomeni, da gremo spet nazaj v razloge, zaradi katerih bo država obožala, ne. A veš? To je pa tudi legitimno vprašanje, o katerem se pa recimo, ne vem, na oni strani socialnega dialoga ne bi pogovarjali. Ne? A veš, to debato je treba vzeti kot legitimno, ker na koncu koncev bo štel model, a veš, in razpravo o tem je treba pač odpreti, ali bomo mi, ne vem, zelo koristno se mi zdi, da se zdaj razpravlja tudi o odgovornosti bank, a ne, o tem midva nisva dosti govorila, o primeru Jazbec, Dragi in pa centralna banka. Ne. Če bi bil jaz policist, bi šel najprej pogledati v Komercialno banko, kako je njim uspel narediti milijardno luknjo. Jaz bi šel sploh. Jaz bi naredil, če mene osebno vprašaš, jaz bi naredil po islandsko. Vsaka banka, ki je propadla, naj propade. Ne. Zakaj bi jo reševali? Vse Islandija je to preživela. Ne. Zakaj je samoumevno, da enemu bolniku dajemo infuzijo, realnemu bolniku, ki stoji v čakalnici na hodniku v kliničnem centru, pa ne? Kje je tle logika? Ne? Ja. Metaforično govorjeno, se računam, da dobi vsak svojo infuzijo, zaenkrat še, ne? Vprašanje pa, koliko časa to bo. Ne? In tudi recimo modeli upravljanja medicinskih ali pa zdravniških sistemov so po mojem mnenju problematični. Ne? Tudi to je treba diskutirati. O tem bova kdaj drugič. Ne? Ja. Mi dva čakava podatek, kdo je novi finančni minister, imava pa žalostno novico. Za naslednjih nekaj tednov se midva poslavljava. Za naslednjih nekaj tednov se midva poslavljava in se vračava v lepi jeseni. Vračava se približno takrat, ko bo znano ime kandidata za novega finančnega ministra. Tako je. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Ja, enako hvala.